Omenili ste podnebne spremembe, ki vplivajo na pogoje za pridelavo kave, ki so vsako leto težji. Zakaj? Kaj se dogaja? Enako kot pri nas. V bistvu so te ekstremni, se pravi menjave, vremenskih, pogojev oziroma zelo, letos recimo, na konkretnem primeru, kmeta iz Hondurasa so izkusili, ogromno količino padavin v tistem času, ko bi morala biti kava obrana. Kar pomeni, da niso mogli v kavne nasade, niso mogli kave obirati in v tistem času je pač, so kavne češnje, postale namočene, so razpokale in v bistvu, s tisto kavo potem niso mogli, narediti nič, je ostala na drevesih. Ali pa se je pojavil neki val, zelo hladnega zraka in je v narekovajih, kot slana pri nas, Požgala. tako poškodoval, kavne češnje na drevesih, enako je ostalo vse skupaj, neuporabno. Tako da taki v bistvu ekstremni pojavi, ta nihanja, nepredvidene padavine, so naredile letos res veliko škode. Zdaj govorim na konkretnem primeru v Hondurasu, potem, ne vem, vemo, da v Braziliji 2, 3 leta nazaj zaradi te velike suše je šlo ogromno pridelka, in ko v Braziliji manjka kave, to pomeni na globalnem nivoju velik manko in je potem to vse povezano. Ker potem, če ni brazilske kave, se kava kupuje v, državah, z drugega porekla, tam je potem premalo kave, in to potem vpliva na neka, v bistvu nihanja v zalogah in vse to se potem tudi pozna pri ceni kave. Zdaj bi se pa rada za konec vrnila še k vajini zgodbi. Kako ste iz Vrhnike, omenili ste že Cankarjevo kavo, to je res ena od najbolj znanih, literarnih omemb kave v Sloveniji. Izredno, tudi vizualno si znamo to predstavljati, zahvaljujoč Ivani Kobilice verjetno ali pa še komu drugemu, no. Skratka, kako je s kavo, povezano, veliko enih čustev, Slovencev, predvsem teh čustev, užitka, skromnosti, da si v nekem trenutku vreden nečesa, ne, je povezano s kavo. Kako pa recimo vaš mož, ki je prišel iz Hondurasa, zaznava morda ta razkorak ali pa to, razkorak med neko Cankarjevo skromnostjo na eni strani pa, to potrebo po kavi kot, izraz nečesa vrednega, pa s sodobnim prestižem, ki ste ga tudi delno opisali danes že? Jaz bi mogoče rekla, da smo v bistvu, bolj kot ne, nekako, z našim delom kritični do nekega sistema, tako kot je Cankar, pač s svojimi deli, rad pokazal na družbene probleme. Mi želimo v bistvu pokazati s kavo, da ta neka masovna proizvodnja mogoče, tudi ni okej in da, ne, je lahko rešitev tudi ta naša osebna odločitev, da drugače pristopimo h kavi in začnemo delati spremembo pri sebi, ki bo potem se nekako, naredila boljši svet, no. Tako zdaj mogoče sem to malo, In če aplicirava to, kar sta naredila vidva, v bistvu, torej en izraz delnega upora proti tem sistemom, ki so začeli v bistvu kavna zrna zlorabljati na neki način. In posledice smo potem občutili vsi v neustrezni kvaliteti, v prenizki, kakovosti in tako dalje. Kam vse se vam še zdi, da bi, na katera vsa področja življenja bi še lahko aplicirali recimo ta način razmišljanja? Kje povsod bi Slovenci morda še lahko z neko tako potezo, kot ste jo vi naredili pri kavi, si recimo izboljšali kvaliteto uživanja, življenja, konec koncev surovin, sestavin, ki jih vnašamo vase?
Jaz recimo vidim skozi najino zgodbo, da ko se odločiš, narediti spremembo, moraš začeti z majhnimi koraki. Predvsem je pomembna, ja, kakovost življenja in to pomeni kakovostno preživljanje, se pravi, vsakega dneva, kakovosten izbor, tistega, kar jemo, ker to, kar dajemo v sebi, nam daje energijo, in če je to dobro, potem tudi naše telo dobro funkcionira. Kakovostni medsebojni odnosi, in da res mogoče se znamo tudi malce ustaviti in, uživati v nekem drobnem trenutku, ki nam polepša dan, in je to v bistvu tisto, kar pol, kot neka vsota dviguje kakovost našega vsakdana in je vedno več teh trenutkov in, bolj kakovostno živimo. Ko se ozremo nazaj, vidimo neko vrednost. Ni to samo pač neko hitenje iz dneva v dan in potem se niti ne zavedamo, da se obrne 1 leto, 2 leti in, Vse včasih to, prepozno. kar zdaj pripovedujete, pravzaprav skodelica kave, simbolizira. Ja. Se ustaviš, da uživaš v tistem trenutku, Mhm. pogledaš okrog sebe in se zaveš, kako ti je lepo. Super ste to povedali. Je res, lahko je kava kot neki simbol, da se odločimo narediti spremembo in, se pravi, spijemo dobro kavo, se, družimo s pozitivnimi ljudmi in začnemo s spremembami pri sebi in potem se mi zdi, da to potem se pozna tudi v okolici, v kateri funkcioniramo. A mi še zaupate, prosim, kaj je bilo na vajini poslovni poti najtežje? Hm. Se mi zdi, da vsak izziv, ki je prišel, mogoče pred 10 leti, me je bilo teh izzivov strah, ampak so v bistvu priložnost, da se gre naprej, da se išče rešitve in, dokler izziv ni rešen, to ni konec, a ne. In potem tudi, ko pogledaš nazaj, ni več tako bav, kot je bil takrat. Tako da, ne bi mogla, se mi zdi, izpostaviti enega izziva, bi pa zagotovo se še enkrat odločila za isto pot, ker, je kava prinesla res ogromno enih pozitivnih stvari. Omarju je omogočila njegov osebni poslovni razvoj, je v bistvu del najinega odnosa, ki se prepleta zasebno, poslovno, in pa jaz lahko rečem, da je moje življenje lahko, kar se tiče kave, obdobje pred Omarjem in po Omarju, ker prej res nisem imela znanja, odnosa do kave, niti kave nisem pila. Zdaj pa je to postal en pomemben del mojega dneva. Se na slovenski sceni pražarnice podpirate ali si v resnici mečete polena pod noge? Mi smo, se mi zdi, tako, povezani. Res je, da mogoče midva vedno greva neko svojo pot, ker sva nekako kot prva mikropražarja si začrtala, kam želiva iti, kako, tako da, sodelujemo, je pa prav, da, vsak, ima neke svoje vrednote, neke svoje cilje in se ob tem dopolnjujemo in smo nekako združeni proti na polu, ki ki postavlja ogledalo komercialnim blagovnim znamkam. In vidim, da tudi te komercialne blagovne znamke črpajo ideje in, ideje za njihove nove produkte tudi pri nas, no. Da grejo nekako v to smer. Da je kava res, produkt, ki si zasluži malce več zgodbe, ne samo, da se postavi na trgovsko polico. Zdaj bom pa za konec samo še izkoristila priložnost, da vas imam tukaj, in bom rekla, če zanima mene, prav gotovo zanima še koga. Katere kave priporočate za kakšen način priprave oziroma za kakšne oblike priprave? Torej, neki
Dajte nam neko insajdersko informacijo, katera od vaših kav je primerna za kaj? Um, Težko, vedno je, da ni enega nasveta, enega odgovora. Tudi ko nas vprašajo, katera je pa najboljša kava za turško ali pa za espresso. Ja, to Um, nadejala sem se tega odgovora. Težko. Smo vsi različni. Res je, da mogoče kave, ki imajo malo več karamelnih not, temne čokolade, so boljše v espresso pripravi. Dočim kave, ki imajo bolj cvetlične note, več sadnosti, citruse v okusih, so boljše za filter pripravo. Um, Jaz pa vedno pravim, da zaupajmo svojim brbončicam, preizkušajmo in na ta način je najlažje najti profil okusa, ki je nam najbližje. Okej, zdaj ste mi v usta položili vprašanje, kako ga moram zastaviti. Mhm. Kaj je pa vam najboljše? Denimo, katera od vaših kav je najboljša za espresso pripravo, katera za filter in katera za turško? Vam osebno. Okej. Zdaj za filter, moram reči, da kar veliko juter, v zadnjem mesecu ali dveh je najin prvi izbor Brazilija Fazenda Guariruba. Zelo zanimiva kava za filter pripravo, ki ima res lepe note citrusov, limonske trave. To je meni super v tej drip pripravi. Kot espresso, recimo bi izbrala našo hišno mešanico Escobar. Če lahko mogoče izpostavim, na novo smo odprli kavarno na Vrhniki in tam smo za našo prvo espresso kavo izbrali Brazilijo Agua Limpa, ki ima res take lepe note tropskega sadja, malce te sadnosti, ki se lahko lepo poveže potem tudi z mlečnimi okusi, če jo postrežemo kot kapučino. Za turško kavo pa dejansko karkoli. Glede na razpoloženje, ali je kaj bolj sadnega za kakšno bolj popoldansko varianto ali pa, ne vem, neka kava, ki ima močno telo, recimo Brazilija Pico Mirante, tako malo bolj klasični, okusi s poudarki temne čokolade, lešnikov po okusu recimo, no. Gospa Katja Turk Escobar, iskrena hvala za vse, da se trudite približevati kavo, za to, da uvajate toliko veliko optimizma v način vašega delovanja in predvsem, ker živite to podjetniško pot na način, kot bi jo verjetno bilo treba živeti, polno optimizma in z zavedanjem, da so vse ovire tukaj zato, da se jih premaga in da zmorete. Najlepša hvala. Res zanimiv pogovor in z veseljem sem prišla, ker vem, da tudi vi uživate v naših kavnih okusih in dobiti neke take pozitivne odzive na naše delo je samo še dodatna spodbuda za naprej.